K ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostni rabi živalskih genskih virov nas danes zavezujejo številne mednarodne konvencije in sporazumi, kot tudi nacionalna zakonodaja. Na mednarodni ravni sta krovna dokumenta s področja ohranjanja in upravljanja z genskimi viri Konvencija o biološki raznovrstnosti ter Nagojski protokol o dostopu do genskih virov in delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Komplementarno temu protokolu so bile pripravljene strategije za posamezna področja, in sicer za gozdne, živalske in rastlinske genske vire. Konec leta 2021 pa je bila predstavljena tudi Evropska strategija za genske vire. Poznavanje pestrosti, razširjenosti, osnovnih značilnosti in proizvodnosti je ključno za učinkovito in trajnostno rabo, razvoj in ohranjanje pasem in kmetijskih rastlin. Monitoring ter analiza stanja in trendov v populacijah sta najpomembnejša ukrepa pri njihovem ohranjanju, saj bi bile brez teh informacij nekatere populacije domačih živali in kmetijskih rastlin izgubljene ali bi se zmanjševale, še preden bi bili sprejeti učinkoviti programi ohranjanja. Na globalni ravni je za rastlinske genske vire vzpostavljen informacijski opozorilni sistem pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Sistem je osnova za periodični pregled stanja in uporabe rastlinskih genskih virov. Na nacionalni ravni pa je bil vzpostavljen nabor opozorilnih sistemov, ki pa se v praksi še ne izvaja. Podatkov o stanju je zato malo, prav tako tudi ni standardiziranega sistema za določanje njihove stopnje ogroženosti. Kljub temu pa svetovno poročilo o stanju rastlinskih genskih virov za kmetijstvo in prehrano navaja, da je njihova raznovrstnost pada. Države namreč poročajo, da je veliko lokalnih sort in populacij kmetijskih rastlin izginilo ali pa se je njihovo število zmanjšalo. Podobno raziskovalci ugotavljajo tudi v Sloveniji. Pri rži in ovsu celotna pridelava v Sloveniji temelji na do 5 sortah. Pri drugih poljščinah pa deleži 5 najbolj razširjenih sort zavzemajo od 25% pridelave pri koruzi in do 90% pri tritikali. Obseg pridelave slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin se zmanjšuje, v primerjavi z letom 2011 pa je manjše tudi skupno število registriranih sort pri strnih žitih, koruzi in krompirju. Število registriranih sort pri drugih poljščinah ostaja na podobni ravni. Na globalni ravni je bil prvi monitoring stanja živalskih genskih virov za kmetijstvo in prehrano izveden leta 1991 pod vodstvom FAO. Danes so vsi podatki o stanju živalskih genskih virov zbrani v njihovem informacijskem sistemu TADIS, vanj pa preko podsistema za Evropsko regijo podatke prispeva tudi Slovenija. Slovenija je redno in sistematično spremljanje in analiziranje biotske pestrosti v živinoreji določila v Zakonu o živinoreji in Pravilniku o biotski raznovrstnosti. Monitoring za vse pasme goveda, kopitarjev, drobnice, prašičev, perutnine, psov in čebel se izvaja letno. Register pasem z zootehniško oceno, ki predstavlja zbirko informacij, pa vodi javna služba nalog genske banke v živinoreji. V Evropi najdemo najmanjše število pasem med vsemi svetovnimi regijami. Obenem pa je tu tudi najvišji delež ogroženih pasem na svetu. V Evropi se namreč nahaja večina visokoproduktivnih specializiranih pasem domačih živali in močno specializirana živinorejska pridelava. Deleži ogroženih pasem so zato zelo visoki, pri sesalcih je ogroženih kar 49% vseh pasem in pri pticah 39%. Pri posameznih vrstah je pri govedu, drobnici in prašičih ogroženih kar 31% pasem in pri perutnini 35%. Določanje statusa ogroženosti pasem domačih živali je pomembna informacija pri upravljanju populacij. V Sloveniji ogroženost določamo po mednarodno sprejetih standardih strani FAO, in sicer na osnovi čisto pasemskega števila plemenic in plemenjakov, trenda populacije in stopnje inbreedinga. Pasme na osnovi te analize
nato razvrstimo v naslednje stopnje ogroženosti: kritična, ogrožena, ranljiva in neogrožena. Med avtohtonimi pasmami imajo največje populacije pasme jezersko-solčavska ovca, oplemenjena jezersko-solčavska ovca, cikasto govedo in bovška ovca, ki skupaj predstavljajo 73,5% staleža plemenskih živali avtohtonih pasem. Med najmanjše populacije sodijo bosanski planinski konj, lipicanski konj in krško-poljski prašič. Od leta 2006 so se sicer populacije večine avtohtonih pasem na globalni ravni povečale, kar kaže na uspešnost varstvenih ukrepov. Kljub temu pa je še vedno več kot polovica pasem ogroženih, četrtina kritično. 21% pasem pa je že izumrlo. Ohranjanje rastlinskih in živalskih genskih virov je usmerjeno v upravljanje starih lokalnih sort in populacij domačih živali, kar vključuje vrsto strategij in ukrepov za ohranjanje genetske raznolikosti, spodbujanje trajnostne rabe in zagotavljanje njihovega dolgoročnega ohranjanja. Ohranjanje rastlinskih in živalskih genskih virov se izvaja v in situ in ex situ obliki. In situ vključuje ohranjanje v proizvodnih sistemih, kjer so te pasme in sorte razvile specifične lastnosti in so tradicionalno prisotne. Te strategije ohranjanja pogosto vključujejo podporo tradicionalnim kmetijskim praksam, vzpostavitev rejskih in drugih programov in spodbujanje trajnostnega upravljanja genskih virov. V Sloveniji, na primer, država takšno ohranjanje spodbuja s kmetijsko-okoljskimi ukrepi in financiranjem skupnih temeljnih rejskih programov. Ex situ in vivo pomeni ohranjanje populacij izven izvornega okolja in njihovih tradicionalnih načinov reje, na primer v živalskih vrtovih in kolekcijskih nasadih. Za živalske genske vire je na primer v Sloveniji vzpostavljena ARK mreža, v kateri so zbrane ARK kmetije in ARK središča, ki redijo po najmanj 3 slovenske avtohtone pasme domačih živali. Trenutno je v slovenski ARK mreži vključenih 24 rej. Ex situ in vitro pristop pa predstavlja postopke dolgotrajnega shranjevanja genetskega materiala v genskih bankah za potencialno rekonstrukcijo pasme in podporo rejskim programom. Genske banke imajo namreč ključno vlogo pri ohranjanju genetske raznolikosti, saj shranjevanje genetskega materiala služi kot zaščita pred genetsko erozijo in zagotavljanja genetskega materiala za programe ohranjanja v prihodnosti. V Sloveniji z gensko banko za rejne živali upravljamo na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani, v kateri je trenutno shranjenih več kot 13.000 vzorcev semena, 295 plemenjakov goveda, drobnice in prašičev. Shranjene imamo pa tudi vzorce semena pri perutnini. Za rastlinsko gensko banko pa upravlja konzorcij več inštitucij v okviru javne službe nalog rastlinske genske banke, ki jo koordinira Kmetijski inštitut Slovenije, vključene pa so tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Trenutno je v zbirki shranjenih 5500 akcesij oziroma vzorcev.